najprej doma. Jaz mislim, da je ključen problem ali pa še vedno to, kar je nedorečeno, to, kar se je v bistvu že takrat Ivan Oman, ko je ustanovil Kmečko zvezo, začel govoriti, je bil položaj, status družinske kmetije in ali je to tisti cilj, kateremu bomo tudi podrejali ukrepe kmetijske politike. Zdaj, drugo, kar je, moramo biti realisti, če gledamo to, kar smo 88 leta počeli in kar počnemo danes, da so se okoliščine v teh 30 letih zelo tudi spremenile. Jaz rad to primerjavo dam včasih, da lažje razumemo en druga. V tistem času je nekdo z dojcom ali pa s fapom skoraj ali pa s takšnim zelo začetnim Mercedesom zaslužil plačo v prevozništvo. Danes smo ti prevozniki, ne vem, po 10 tovornjakov, in pri kmetijstvu je ta osnovni problem, da mi ne moramo imeti 10krat več kmetij, kot smo takrat imeli. In da so pa velikokrat zahteve ali pa pričakovanja, konec koncev tudi mehanizacija se je pri nas in okoli nas tako spremenila, da je enostavno velikokrat obseg kmetijskih zemljišč tista limita, ki določeni panogi enostavno ti ne omogoča prosperitete na dolgi rok. In zato imamo v tem delu v Sloveniji, ki ima to majhno posestno strukturo, toliko več težav. Procesi, ki se odvijajo, so nekateri vodeni, nekateri stihijski. Zdaj, kaj rečem, število kmetij se zmanjšuje, to je dejstvo, to govorijo številke. Največ bi se še hitreje, če ne bi bilo skupne kmetijske politike, ki na nek način s tem nadomestilom po hektarju tudi še koga priveže k tej zemlji. Žal pa je tisti output, se pravi vrednost kmetijskega predelka, vprašljivo, kako zaslužiti plačo, ne vem, z toliko in toliko hektarji zemljišč ali pa s toliko in toliko kravami, ker velika prije ta omejitev okoli zemljišč. V Evropski uniji smo, ravno zdaj smo v parlamentu sprejeli odločeno poročilo, ki govori o tem land grabbingu, to pomeni, da se dogaja koncentracija zemljišč in da se najrazličnejši kapital spušča sedaj na področje kmetijstva in vlaga v nakupe kmetijskih zemljišč. Zdaj, to je zelo različno po državah, običajno normalno gre tam, kjer so ta zemljišča cenejša, zato so ti primeri zelo masovni v sosednji Madžarski, Romuniji, Bolgariji in tudi v estonskih državah, baltskih državah, kjer so ta zemljišča na začetku zelo poceni in so se oblikovala ta gospodarstva tudi po nekaj tisoč, nekaj 10 000 hektarjev, kjer je prišel ta kapital od zunaj. Dogaja se tudi zelo simptomatično prodor Kitajske, ki je zdaj tudi država partnerica, kako intenzivno vstopajo v Afriko predvsem, pa tudi v Evropi, kjer pridijo v tej površini. Tako da to zavedanje, da bo 10 milijard ljudi slejko prej in da bo treba te ljudi prehraniti, je zelo prisotno in danes imamo tudi kmetijstvo ta problem, da se cela vrsta kapitala, ki je včasih, ne vem, vlago nepremičnine, seli tudi v kmetijski sektor. Mimo grede, največji delničar tako Monsanta kot John Deere je Bill Gates, tako da to zelo veliko pove, kam gre velik denar. Zdaj, pri nas jaz vidim ta problem, ki se pojavlja, se tudi direktorica Sklada, ko smo včasih o tem govorila skupaj, predvsem ob mejah, kjer je pritisk, ne vem, vinogradniške površine in pa te stvari. Po drugi strani vam rekel, imamo neko narekovajih srečo, vizavi ali pa drugačno situacijo, kot imajo te države, ki sem jih omenil, da nimamo teh tako velikih strmenih površin, ki so najbolj interesantne za te nakupe, zato je mogoče pritisk od odzuni razne obmejnih področjih, kjer gredo cene, ne vem, za vinogradniške površine ali v Brdih ali pa tukaj na Štajerskem zelo visoko. Jaz mislim, in tudi smo se tudi o tem pogovarjali, takrat, ko sem imel tisto priložnost v enem letu, kar se tiče zemljiške politike, še vedno mislim, da bi pri skladu v enem delu je zgodba, ki se nanaša na državna zemljišča, kjer se je možno in najbrž bi bilo treba te korake v smeri proti družinskim kmetijam, ki bi vedle kaj s ozemljo početi in zato, da jim omogočimo, ne vem, tistega drugega, tretjega dojca ali pa Mercedesa Mana, zdaj, če parafraziram z prejšnjo prispodobo, in da lahko mlada kmetija, ki ima nek poslovni program, ki se za te večer tudi preživi. Tudi v tem poročilu, ki ga imam v rokah tu, je zelo jasno napisano, da se boriti treba proti temu prevzemu zemljišč, zato ker Evropa stavi na družinsko kmetijo. Z širitvijo Evrope se na tem področju imamo kar nekaj zmede, danes največje površine poprečno imajo Slovaki, Čehi, to so države, ki so iz teh kombinatov zdaj te veliki kmetje, narekovajih kmetje, to so ta podjetja, ne vem, ko smo govorili o enem projektu učinkovite rabe goriva,
v Romuniji so fantje razlagali, koliko prihranijo na 30 kmetijah, ki obdelujejo 70 000 hektarov. To so te zgodbe, ki so na nek način podirajo malce tudi koncept skupne kmetijske politike in zdaj pri snovanju nove je zelo veliko govora o tem, kako na nek način favorizirati družinsko kmetijo vizavi 1000 hektarov, ker enostavno skozi ukrepe kmetijske politike se v enem delu to da. Drugo, kar mislim, da je, in to smo tudi direktno drugače govorila, nismo uspeli to zrealizirati, ampak mislim, da bi lahko in moral sklad aktivnejšo vlogo igrati tudi mogoče v kakšni pomoči pri kmetijah v tem zaokroževanju, to je bilo kar že nakazano, da ne vem, s pomočjo sklada se neko zemljišče odkupi, da dolgoročni zakup kmetiji, ki tako na tak način zaokrožuje. Velikokrat vemo, da je likvidnostni problem zelo velik in te kmetje, če bi imeli pospešeno najemnino, jaz mislim, da bi z veseljem to zaokrožoval. Jaz mislim, da imate tudi rektorca kar predvsem možnosti, pa konec koncev ne veliko potreb po denarju, ker bi lahko isti denar vrtel, se pravi, da pač kmetje počasi odkupujejo ta zemljišča. Tudi na tem delu, jaz mislim, da je to en zelo pomemben del. In žal pa je teh zemljišč tudi v državni lasti omejeno, na katerih področjih jih sploh nimamo, ker bi lahko se o tem pogovarjali, zato je mogoče ta ukrep. Drugo, kar je naprej, pomembno je pa ta zemljiška kmetijska politika. Ukrepi, ki so bili že zdaj tu omenjeni, sam sem tu se srečeval s tem tudi v vlogi župana na našem koncu, kjer smo, ne vem, v nekem obdobju 8-10 let uspeli približno 1500 hektarov pomasirati površin, uspeli narediti 300-400 hektarov namakalnih sistemov, toliko tudi, ne vem, nekih protitočnih zaščit, ki je nekemu drugemu namenjeno, tudi kakšnih plastenjakov in kje. Jaz mislim, da bomo mi v tem kontekstu morali imeti neko jasnejšo strategijo, kaj s tem početi. Omenjen je bil Vogršček. Eno leto sem bil kmetijski minister in takrat smo bili kmetijsko ministrstvo. Jaz še vedno trdim, da bo tisti prava oblika, da smo združili okolje in kmetijstvo in če lahko rečem, v enem letu, ko smo sedeli za isto mizo okoljci, ki imajo vodni sklad, mi na kmetijstvu, smo tisto prvo fazo sanacije, da smo vodovod za 9 metrov dvigli, naredili. Tudi projekt je bil do naslednjem letu nadaljujemo in takšen zadrževalnik, kot je Vogršček, je, bom rekel, smrtni greh, da to enostavno ne spravimo funkcijo in da iz tega v tej dolini ne pridelamo več. Ženo, ki je danes tukaj z mano, smo bila mesec nazaj še na Kreti, danes, ko mi v Kreti, v grškem otoku, govorimo, imamo vsi v mislih najprej, da je to, ne vem, kakšen hrvaški otok, kjer je več ali manj tudi pogoji so drugačni kamen. To Kreta kot vulkanski otok je s 600 000 prebivalci, 630 000 prebivalci kmetijsko samooskrbno. Na Kreti je, ne vem, 2400 metrov visok hrib, pa gora, par gor, gorovje, v katerem zajamejo vodo, imajo zadrževalnike, so zelenjav, ki smo vedeli na Kreti, so sadje, ki ješ na Kreti, ga ješ predelane na Kreti. Tako da, jaz mislim, da mi nimamo elementarnega problema samo v tem, da imamo malo kmetijskih zemljišč, kar jih imamo, najboljše imamo zelo malo, če bomo želeli, ne vem, še naprej toliko živinoreje imeti, toliko žita imeti, toliko koruze in vsega tega, tu so te kroge, ki rabiš več kot 900 hektarov po kvadratnem metru, Kitajci imajo manj, pa imajo hrane kar precej, zato ker je tudi, ne vem, čim hrane drugačen, ker je več rastlinske hrane, ampak hočem reči v tem, da mi bi z boljšim izkoriščenjem našega zemljiškega potenciala tudi bistveno več predelali. To je nesporno in jaz mislim, da nas tukaj na tem področju čaka velik nalog. Bom še mogoče to povedal, ko sem prišel na ministrstvo, takrat smo začeli govoriti o leta 2012, je bilo to o programu razvoja podeželja 2014-2020. In gospod Senegačnik, ki ga poznamo, je bil takrat še na ministrstvu in sem ga prosil, da je za naredil podaljšal, ker smo začeli delati sektorske cilje. In takrat sem postavil tudi s Branetom Ravnikom, ki je bil že vrsto let prej na ministrstvu, državnim sekretarjem, sem rekel, kakšen bo naš program razvoja podeželja? Sem rekel, kaj hočemo imeti leta 2020-2030? Je rekel, zakaj sprašuješ? Jaz sem rekel, zato, ker smo vse skupaj bomo šli, ne vem, govedoreja, mleko, ali bomo še povečevali, bomo na tej številki, ne vem, imamo več mest prostora po hribovskem koncu za kakšne krave do Ilije, koliko je treba namakanja, koliko je treba tega in bomo postavili sektorske cilje in temu primerno pripravili program razvoja podeželja. On mi je takrat omenil, da sem prvi minister, ki je prišel na tak način se pogovarjati, da bi rad vedel, kaj bo leta 2020-2030 in bodo ukrepi temu podrejeni. To pomeni, da treba imeti malo več korajže, pa prevzeti odgovornost za sektor,
okoli katerega je tudi še zadnja skupna kmetijska evropska politika. Se pravi, da to ni nam vseeno, kam bo kaj šlo in ne more biti pogotalsko ali lopata ali pa vide. In enostavno smo te cilje poskušali pripravljati in žal si je ostali še naprej potem na horizontalnih ciljih.